Spoštovani, deluje. Dobrodošli v Slavnikarskem muzeju, torej spoštovane Domžalčanke, Domžalci ali pa Domžalčani in tudi prijatelji in ljubitelji slavnikarske dediščine v Domžalah. Danes smo se zbrali z enim posebnim razlogom, namreč pospremili nas boste simbolično seveda na 10. popotovanju našega muzeja. Namreč v aprilu pred 10 leti smo slavnostno odprli tale naš prvi slavnikarski muzej in sicer s stalno zbirko 300 let slavnikarstva na Domžalskem. Tako da smo pripravili tudi simbolično razstavo, ki jo bomo potem malce podrobneje skupaj pogledali. In seveda povabili smo k sodelovanju kar nekaj ljudi, pa tudi prijateljev, ki so povezani z našim muzejem. Tako da za začetek mogoče začnemo s plesno glasbeno točko. Namreč prišle so k nam Češminke, torej folklorna skupina Češminke, ki prav tako praznujejo 10 let delovanja. In pod strokovnim vodstvom gospe Bože Bauer bodo predstavili dva spleta in prvi je z naslovom Pletice. Namreč že od nekdaj so bile Domžalčanke pridne pletice. Znale so plesti najlepše slamnate kite. Pri tem so se zabavale ob zvokih harmonike in citer ter pritegnile se svojim petjem. Včasih pa pogruntale še marsikatero traparijo. Da pa je bil zaključek vesel, so še zaplesale, seveda, ko je bilo delo končano. Prosim. Ni
hvala za tale zelo zanimiv in prepoveden uvod v današnjo slavje. In sicer, veste, vse skupaj se je začelo tukaj, preden je Slavnikarski muzej nastal s študijskim krožkom slavnikarstva. In ta je delal takrat v sodelovanju, ali pa v bistvu vodil ga je Gorenjski muzej in seveda z njim pa tudi magistra Tatjana Dovžan-Eržen. In povabili smo jo danes, da bi z nami delila par besed, pa je žal se upravičila, da zaradi bolezni odsotna, tako da bo njeno besedo prevzela Ana Vrtovec-Beno, torej tudi domačinka, domžalčanka, ki bo besede Tatjane predstavila sedaj. Tako da prosim, če lahko se nam pridružiš. Pozdravljeni, v imenu Gorenjskega muzeja vas lepo pozdravljam in bom prebrala, kar je za nas napisala magistra Tatjana Dovžan-Eržen. Spoštovani, da je Gorenjski muzej iz Kranja sodeloval pri postavljanju Slavnikarskega muzeja, sta se dogovorila nekdanja direktorja Kulturnega doma Milan Marinič in magistra Barbara Ravnik, direktorica Gorenjskega muzeja. Praktičen vzrok pa je bila navezava kustosinje etnologinje Tatjane Dovžan-Eržen in vodje dokumentacije Helene Rand, ter študijski krožki po modelu Andragoškega centra Slovenije, ki so glavno orodje raziskovanja in sodelovanja med domačini in muzealci v etnološkem oddelku Gorenjskega muzeja. Sodelovanje med domačini in muzealci je pripomoglo tudi k nastanku Slavnikarskega muzeja. Pravzaprav nas je v študijskem krožku Milan Marinič vizionarsko zbral vse, ki smo imeli potencial, da kaj prispevamo. Najbrž ni potrebno posebej povedati, zakaj so bili v krožku Joži Košak, Igor Kuzmič, Vera Vojska, Roman Kos, Vidma Vrtačnik-Mrčun. Z nami sta bili direktorica Domžalske knjižnice Barbara Zupanc-Oberwalder in knjižničarka Urška Justin, pa tudi direktorica Kamniškega medobčinskega muzeja Zora Torkar. V prvem delu delovanja krožka je sodeloval Matjaž Broja, v drugem pa je bilo odločilno znanje in delo etnologinje raziskovalke slavnikarstva Saše Roškar. V krožku sta bili tudi mladi etnologinja Ana Beno in Katarina Rus-Krušelj. Na začetku smo stali pred visoko steno vprašanj brez odgovora. Kako naj bi nastal muzej? Kje naj bi bil? Ko pa smo združili naše slavnikarsko znanje in spretnosti postavljanja razstav in ko sta se v odgovoru, kje bo muzej, našla Milan Marinič in Roman Kos, je delo steklo in napredovalo iz meseca v mesec. Nekaj prelepih spominov smo ustvarili, naprimer, ko smo šivali inventarne številke na slavnike ali pa na delavnici s klobučarjem Pajkom, navdušenem nad snovanjem muzeja slavnikarstva, pa tudi pri postavljanju razstave. Vedno nam bo pri srcu priponka z logotipom krožka, ki ga je oblikoval Roman Kos. Res, rojstvo Slavnikarskega muzeja je bilo pod srečno zvezdo, da je hitro dobilo svojo kustosinjo, da je imel demonstrator pošivanja in ekipo, ki je snovala nadaljnji razvoj. Za uspešno delo je leta 2013 naša študijska ekipa prijela nagrado občine Domžale. Hvaležna sem in vesela, da sem bila zraven. V 10 letih ste prehodili čudovito pot in postavili muzej na zemljevid posebnih doživetij v naši Sloveniji. Želim vam še obilo moči in idej, kako naprej. Čestitam za vse. Magistra Tatjana Dovžan-Eržen. Hvala, Ana, ker si vskočila in delila te besede. Namreč v tem študijskem krožku nas je bilo 14 članov, pa še marsikdo zraven. Tako da že vnaprej naj se opravičim, če morda v vsem tem današnjem predstavitvi in govoru bomo nehote koga izpustili, ampak zagotovo pa je to eno, kako bi rekla, ena skupina entuzijastov, ki še danes živimo s slavnikarsko dediščino. In med temi 14 člani
pa žal ene članice ni več med nami. Tako da v spomin, torej Helena Rant iz Gorenjskega muzeja, žal ni več med nami in kar je pomembno, da tudi to povemo. Torej, Slavnikarski muzej pa seveda ne bi nastal brez Milana Mariniča, torej nekdanjega direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, in smo zelo veseli, da je tudi sprejel našo povabilo in bo z nami delil nekaj besed o nastanku torej našega muzeja. Prosim. Dragi in cenjeni vsi skupaj, naj ob tej priliki se še moji spomini pridružijo tem 10-letnim spominom. Slavnikarska muzejska zbirka tule na tem mestu je en pravi biser. Iz slame, tega odpadnega materijala, ki ga ironično uporabljamo tudi v mlatenju prazne slame, pa imeti slamo v glavi, so naši predniki najprej zaradi svoje potrebe pred zaščito sonca spletli najprej kite in nato sešili slamnike. Danes so ti slamniki ne samo zaščita pred soncem, ampak tudi modni dodatek na modnih pistah. Ta slamnik je v številnih zgodbah oživel in zaživel prav v tej slavnikarski zbirki. Tudi sama postavitev razstave ima svojo zgodovino. V 70-ih letih prejšnjega stoletja je tedanji muzej Kamnik, ki je v tistem času zakonsko pokrival nepremično kulturno dediščino v naši občini, postavil prvo slavnikarsko zbirko. Postavljena je bila najprej v gradu Krumperk, zapisal sem si datum 1. julija 1973, je bila otvoritev na gradu Krumperk, kasneje je bila prenešena na Gorjuša, pa vmes še nekaj selitev. Potem je bilo nekaj časa mirno, do leta 2004, ko je civilna družba ustanovila muzejsko društvo Domžale, ki si je med drugim zadalo zelo ambiciozne, morda celo preambiciozne načrte ustanovitve muzeja ali kar muzejske četrti v nekdanjem industrijskih prostorih tovarne Univerzale in najprej v sklopu Kulturnega doma Franca Bernika in nato samostojno, no pa iz vsega tega ni bilo nič. To so bili nerealni načrti vodstva, tako po finančni plati, pa mislim, da lahko sklepam tudi po kadrovski. Društvo je prenehalo delovati. No in ker sem omenil Kulturni dom Franca Bernika Domžale, je treba povedati, da ga je občina Domžale ustanovila leta 1998, najprej kot prireditveno dejavnost. Začeli smo z gledališkimi in koncertnimi predstavami za otroke in že s temi prvimi dogodki želeli vzpostaviti prepoznavno blagovno znamko in podobo kulturnega centra kakovostnih estetskih doživetij. Že ob samem začetku smo vzpostavili strateško usmeritev v kakovosten in strokovno preverjen program slovenskih nacionalnih gledališč oziroma profesionalnih gledališč na glasbenem področju najboljših slovenskih poustvarjalnih umetnikov in skupin, pa seveda tudi že umetnikov iz tujine. No in oziroma takole prizadeval sem si ves čas vzpostaviti ekipo strokovnih sodelavcev, za katere sem osebno menil, da ni nujno, da prihajajo iz naše občine. Ampak predvsem, da
poskušajo pomagati in strokovno sooblikovati podobo oziroma blagovno znamko kulturnega doma Franca Berninga Domžale. In to usmeritev smo nadaljevali tudi na galerijskem področju od leta 2000 dalje, pa na kinematografskem področju od leta 2009. No in po neuspelem poskusu muzejskega društva smo vstopili še na področje kulturne dediščine. Takratna direktorica Narodnega muzeja Slovenije, predtem pa direktorica Gorenjskega muzeja iz Kranja, sedaj prej že v pismu imenovana, ki je sodelovala v Kranju tako kot jaz predtem v gledališču, sva na moje vprašanje prišla do ideje, da bi slamnikarsko zbirko morda lahko postavili kot rezultat dela študijskega krožka. No, zgodovino študijskega krožka in kaj je, smo pravkar slišali. Torej, sodelovali smo z Gorenjskim muzejem iz Kranja. V sklopu tega študijskega krožka smo od januarja 2011 do aprila 2012 sprožili celo vrsto aktivnosti, katerih rezultat je ta muzejska zbirka. V študijskem krožku smo vsi sodelovali ljubiteljsko, brez plačila. Želeli pa smo ugotoviti, ali smo sposobni domžalsko slavnikarstvo predstaviti kot stalno muzejsko razstavo na kar se da strokoven in sodoben muzejski način. Priznam, da sem nad vse ponosen, nad vse člane študijskega krožka, ki smo vsak s svojim vedenjem in znanjem prispevali k ohranitvi spominov in zgodb pletenja kit in šivanja slamnikov. Morda smo to storili celo zadnji trenutek. Večino predmetov smo odkupili od domžalskega zbiralca Matjaža Grojena, nekaj predmetov je še iz takratnega muzeja prvič postavljenega na Krumparku, nekaj predmetov so nam podarili občani Domžal oziroma so izposojeni. Ampak dovoljte mi, da se, ker so to spomini in moj emšo dopušča, da se včasih spomnim tudi nekaj, kar bi moral malo prej povedati, že v 60-ih letih prejšnjega stoletja so se pojavili Domžalčani, ki so si močno želeli postaviti slamnikarsko zbirko. In so se trudili tudi skoraj celo desetletje, da je bila tistega leta 1971 postavljena muzejska razstava. In v tem primeru se mi zdi omeniti danes tiste dva človeka, ki sta takrat morda največ naredila za to področje, to sta Tone Ravnikar in Franci Brojan. Razstava je postavljena v ta čudovit objekt. Godbeni dom, ki ima že sam po sebi svojo zgodovino in katerega ta del, dvoranski del, je ob koncu preteklega stoletja nad vse domiselno obnovil najprej za potrebe svoje knjigarne Roman Kos. Za potrebe muzejske postavitve pa je ta prostor še nadgradil v čudovit razstavni prostor, ki je hkrati muzejska razstava, predavalnica, šolska učilnica, prireditveni prostor, delavnica s predstavitvijo pletenja kit in šivanja slamnikov z muzejsko trgovino, vse to v tem malem prostoru. Prepričan sem, da smo na ta, sedaj mu rečemo slamnikarski muzej, jaz bi mu še rekel, še vedno muzejska razstava, lahko nad vse ponosni. Slamnik naj bo in naj postane zaščitna blagovna znamka občine Domžale. Hvala. Gospod Milan, hvala za tole popotnico po začetku našega muzeja oziroma otvoritvi slamnikarske zbirke. In seveda v
v tem času, torej v tem desetletnem času se je marsikaj dogajalo, predvsem lahko bi rekla, da je to kratko obdobje, a vsekakor ne dolgočasno. Tako da na tej razstavi, ki smo jo tukaj pripravili z naslovom 10 let, 10 spominov, smo pripravili nekaj iztočnic, nekaj poglavitnih točk, ki se tičajo našega delovanja. In v zadnjem polovički, bi lahko rekla, našega delovanja, pa se nam je pridružila tudi sedanja direktorica Cveta Zalokar. Tako da se pritiče, da zadnji del govornikov, pa govornic, tudi damo mesto njej. Tako da prosim, gospa Cveta, da se nam pridružite in nekaj besed spregovorite še, kaj želite povedati. Malce ti zelo, vem, kaj si hoče reči. Jaz vas vse lepo pozdravljam. Moram reči, da zdaj ne vem, kaj je bilo na začetku pred mojim prihodom, ko da upam, da se nam je ponavljala preveč. Sem se prebijala skozi Nevihte in z Primorske, tako da sem še zmeraj kar vesela, da je tle pri nas takole mirno, v poti je bilo vse sorte. Zdaj, ko sem leta 2014 prišla v kulturni dom, da ga vodim, je bil seveda muzej eden večjih izzivov, ki me je čakal, ampak nekako sem bila kar vesela, ker sem vedela, da je delo, tako kot je zdaj povedal gospod Marinič, dobro zastavljeno, postavljeno in da so tudi že ključni sodelavci tu pravzaprav bili prisotni. V tem obdobju od takrat do zdaj jaz mislim, da smo se zelo trudili, da smo kar nekaj stvari tudi nadgradili, tistih na začetku in to upam, da tudi v pravo smer. Predvsem sem vesela, da smo vzgojili mlade slavnikarice z večjih področjih. Se pravi, da smo se trudili tako pri pletenju kit in to znanje Mirka in Joži in ostali Roman prenašajo na mlado generacijo. Veste, da smo si zastavili cilj, da bi sleherni domžalski osnovnošolec, pa tudi srednješolec vsaj enkrat bil v muzeju in ga spoznal. Potem pa predvsem tudi pri tem, da smo vzgojili nov rod z Ano na čelu, Ano Cajhan, ki pravzaprav res od Joži v polni meri je prevzela njeno poslanstvo in ker je med njima velika starostna razlika, to pomeni, da imamo nekoga, ki bo za to skrbel tudi v prihodnosti in jaz upam, da je tako kot izgleda in žar, s katerim Ana to počne, v tem videla izziv in bo seveda se nadaljevalo tudi izdelovanje slamnikov, kako jih čaka tele predpoletne dni zdaj v muzeju. Tako da smo s temi tečaji, ki smo jih pripravili, tako pletenja kit slame kot šivanja slamnikov, pa tudi domžalskih turističnih vodnikov, ki smo jih vzpostavljali znotraj muzeja oziroma naše te dejavnosti. Jaz mislim, da do dobra izpolnjevali poslanstvo in tisto, kar nam je bilo na nek način od naših predhodnikov dano, da ne uresničujemo naprej. Mislim, da tudi sam sejem se je iskal in smo želeli sejmom čim več stvari še odpirati. Nekoliko nas je pri tem delu prav gotovo zdaj v zadnjem času ovirala korona, ampak jaz mislim, da letos je sejem spet na pragu. 11. junija upam, da bomo spet na polno šli z nekaterimi spremembami. Tisti, ki morda še ne veste, sejem smo malo prestavili v urah. To se pravi, šli smo iz dopoldanskega termina proti popoldanskemu in ga povezali še z enim dogodkom, s koncerti, ki potekajo tu v Slavnikarskem parku, zato da pravzaprav skušamo neke sinergije poiskati večjih dogodkov in tudi številčnejših obiskovalcev. Tako da ta tradicija
se je razvijala tudi, mislim, da je bilo dobro, da smo sodelovali, kolikor smo lahko tudi z drugimi, s tujino, tudi letos bodo prisotni spet stari znanci, razstavljavci s tujine. Tu v muzeju smo začeli tudi z srečanji pod slamniki, kot smo jih poimenovali. Jaz mislim, da se je v teh 7 letih zvrstilo res veliko zelo zanimivih pogovorov, ki so imeli na en način tudi to poslanstvo, da privabijo ljudi tudi iz drugih krajev, z drugih področji in pravzaprav je na ta način, mislim, da muzej obiskalo, videlo ali pa videlo, da je vredno priti še enkrat mnogo ljudi. Benem so bile pa mnoge vsebine zares tudi takšne, ki so na nek način skušale imeti tudi vsebinsko povezavo z samo dediščino, kot tudi z Domžalami, ali pa tudi malo širše, kar nič napak. Nekaj je tudi najbrž Grenkobe. Jaz osebno se v teh dneh poslavljam od aktivnega dela v kulturnem domu in tisto, kar mi najbolj leži kot neuresničeno na duši, kot projekt tega mojega mandata, ki je bil žal ustavljen, za moj občutek preveč na silo in brez premisleka, je bil prav gotovo projekt ekološkega ekoparka, ali kakorkoli že rekel, etnološkega parka, ki smo ga zastavili z ekipo na podoben način. Je delala ekipa več kot 1 leto, številnih strokovnjakov, entuzijastov, da bi tu v Slamnikarskem parku v občini postavili in združili in naredili še neko, lahko rečemo, dependanso tega muzeja, z preselitvijo oziroma na nek način z novogradno ali pa z povzetkom gradne Kofutnikove domačije, ki sama na sebi je polna slamnikarske tradicije, tudi slamnikarske pa še druge, ki bi tu stala, ki bi ponudila recimo doživljajski dogodek odkrivanja podstrešij, kjer bi lahko tudi spet slamnato streho, eno redkih najbrž ali pa že spet novo postavili v naši občini, preselili še hišo Romana Kosa, njegovo tudi ponujeno občini, pa brez odziva, tako rekoč, mogoče zasadili njivo Spiro in pokazali, kako potem poteka to pridobivanje slamic in tako naprej. Tako da to je ena Grenkoba, tisti, ki so projekt ustavili, upam, da jim bo žal kdaj. Jaz sem prepričana, da je bil to korak še naprej, nadgradna, dopolnitev, poživitev in kakorkoli. Veste, da vse skozi tudi malo apeliramo in predlagamo, da bi nekje v Domžalah svojo obeležje, svojo skulpturo, svoj karkoli dobila slamnikarica kot simbol tega kraja, ki ga je postavila Pletilja Kit. To so pravzaprav bile večini vendarle najbrž tudi ženske in se jaz mislim, da bi si v našem kraju, v naši občini tako obeležje zaslužile. Mi smo tudi te pobude dajali, prosili, moledovali, se nam je zdelo, da je čas, da to tam na raznih sodobnih ploščadih bi mogoče bilo veliko bolj prijazno, če bi kakšna takšna skulptura našla svoje mesto, ampak žal tudi zato nismo naleteli na odprta ušesa in na razumevanje, čeprav to pač niso bile naše stvari, nam se je zdelo, da apeliramo na dediščino, ker to je sveti kraj domžalske dediščine, prav gotovo dediščine, s katero žal v zadnjem času zelo slabo ravnamo v naši občini. Odpovedali smo se, po moje, dokončno tovarni, ki je bila začetek slamnikarstva, to je Univerzalu, ki je v zasebnih rokah in to takšnih, ki mislim, da kakšnega razumevanja do takšne dediščine ne bo izkazala. Odpovedujemo se metalki stari oziroma praprednokovi hiši, tako da kar nekaj teh stvari pravzaprav ugaša
in bi bile lahko povezavi tudi s tem, kar je tukaj in z tem vzorom in s vso to energijo, ki je se izkazala na tem mestu, v našem muzeju, z obiskom tujcev, z izjemnim odmevom, o tem sploh nismo najbrž ali pa ste govorili. Ljudje res pohvalijo, majhno, ampak ne vem, kako bi rekli, cort, tako vsi rečejo. In so pravzaprav res prijetno presenečeni obiskovalci, ki jih tu sprejemamo kot naše goste. In najbrž to res edina prava domžalska dediščina, tista, na katero smo lahko najbolj ponosni, na kateri lahko gradimo naprej in upam, da kakšni klubuki ne bojo prevladali. Tako da jaz mislim, da vsem tistim, ki so gradili teh 10 let, najprej prva leta sploh postavitve, to je bilo pogumno dejanje, da se to uresniči, potem nadgradna in jaz mislim, da tudi vse te, ki prihajajo zdaj za nami, tudi za mano, jaz upam, da bodo imeli ta odnos do muzeja, do dediščine, slamnikarstva, do razvoja tega in se tudi suport občine, ki je žal v tem našem umestnem obdobju mnogokrat žal izostal. In tudi marsikakšno stvar, tega morda nismo uspeli realizirati nekoliko bolj sodobno, ambiciozno. Ne vem, čas gre naprej, najbrž vsi hodimo okrog, vidimo, kako se kraji razvijajo, kako znajo takšne stvari prodati. Tako da jaz upam, da bo to še uspelo v prihodnjih letih in bom pri tem tudi pomagala in sodelovala, kolikor bo v mojih močeh. Evo, čestitke sodelavcem. Sem slišala prej, Katarina rekla, rajš ne bi poimenovala, koga pozabila. Sej, jaz vem, da veste vsi, tukaj je Katarina, tukaj je Roman, tukaj je Ana, tukaj je Joži, ki je Ljudmila. Ne vem, Katarina, Ivana, seveda, Ivano smo zato vzeli tudi, da nam pomaga zdaj pri nas in je že tudi s celim žarom zraven, tako da to je to. Dajte imeti korajžo, pogum, ideje nove in gremo naprej naslednjih 10 let. Hvala. Ja, naš muzej je res cortana, res, predvsem pa tudi zaradi ekipe, ki skrbi za to, da ta muzej živi in taka zelo posebna ekipa, s katero bomo pa zdaj nadaljevali, so pa tudi češminke, ki jih vabim, da popestrijo še zadnjim nastopom in sicer naročile so mi, da preberem še nekaj besed o tem spletu. In sicer gre za splet slamniki, slamnik na glavo dati. In sicer takole piše, po znani zgodbi o začetkih slamnikarstva na Domžalskem naj bi se to začelo v Ihanu pred približno 300 leti. Sem naj bi ga prinesel nek fant, ki je služil vojsko v Italiji, v Firencah. Na Domžalskem je bilo veliko pšeničnih polj. Ljudje niso zavrgli pšenične slame, ampak so iz nje spletli kite in sešili slamnike, ki so jih varovali pred žgočim soncem. Ta fant naj bi naučil ihanska dekleta in žene plesti iz kit sešiti slamnike. Ti so skozi čas postajali lepši in lepši. Pridne pletice so pletle in pletle v vseh vaseh od okolij in ročno šivanje so zamenjali stroji. Zgradili so tovarne ne samo v Domžalah in v Mengšu, ampak tudi v drugih državah v Evropi in celo v Ameriki. Slamnike so nosile mestne gospodične in gospe, seveda pa so lepo pristajali tudi moškim glavom. Danes tovarn ni več, dediščina naših dedov in dedkov in babic pa nadaljujemo tudi češminke. Pokazali vam bomo, kako se plete in kako nam pristaja to pokrivalo ter s tem obudile nekdanjo slamnikarsko zgodbo.
Jožefa izjaš, Polona, skoličuga. Tončka za ludice, jaz pa je varna strujica. Minka iz Minkša, Jula iz Češmina, Erna iz Doba, Angelca z Homca, Franček z Vira. Kata z Šampava. Naš posel je tak, da ni prav težak. Je treba le cipke sešiti, da v kaco lepo sozvit. Nit, stroj in šivalka, in kite in vaja, In slamnikov vse je uganka. In dan končan, in nače je dan, tedaj se pač kupuje, kar hiša in dom potrebuje. Doma pa Božiček smehlja se in pazi, da raste oživi mošničak. Tule vam pa tudi moram povedati. Ljubljanski arhitekt Rudolf Pec je leta 1912 pripotoval iz Londona v Pariz. V veliki pariški prodajalni je želel kupiti slamo, vendar mu ponudnik ni bil všeč. Pariška prodajalka ga vsa začudena zavrne. Kaj, ta slamnik vam ne ugaja? To je vendar pravi domžalski slamnik, po Domžalah s vamom. Vse to pa ne bi zvedel, če ne bi vse zapisal gospod Matjaž Broja. Slamnik je glavobrati, se malo nasmejati, se malo nasmejati, pa slamnik je moj. Slamnik je glavobrati, se malo nasmejati, se malo nasmejati, ta slamnik je moj. Slamnik je glavobrati, se malo nasmejati, se malo nasmejati, ta slamnik je moj. Slamnik je glavobrati, se malo nasmejati, se malo nasmejati, ta slamnik je moj. Slamnik je glavobrati, se malo nasmejati, se Najlepša hvala za intervenco ljudske glasbe in plesa, ki je seveda povezan z Domžalami toliko bolje. In sicer, da ne bomo predolgi, jaz sem sicer imela pripravljeno neko besedilo, ki bi predstavilo, kaj je sploh teh 10 točk, katere smo vključili v razstavo. Ampak konec konca vse razstava je tukaj za mano, tako da, ko bomo končali s tem uradnim delom, boste lahko stopili bliže in vse prebrali. Ampak zagotovo ne vam pa povem, ko sem pripravljala tole razstavo skupaj z Romanom Kosom, sem ugotovila, koliko veliko stvari je bilo narejeno v teh 10 letih. In to s majhno ekipo. Konec koncev zaposlena sem samo ena strokovna delavka, seveda s pomočjo tudi po novem Ivane in cela skupina zunanjih sodelavcev, s katerimi skupaj oblikujemo ta program muzeja. In želim si, da bi tudi jaz želim, da bi ta muzej še živel naprej. In da ne samo za konec poudarim, da že nekako prerašča tako prostorske vidike, kot tudi vsebinske in bi si želeli neko večjo zgodbo. Upam, da jo bomo tudi kdaj doživeli v prihodnosti. In kot neko
simboličen zaključek tega našega dela, ko bomo predstavili tudi to 10 let delovanja muzeja, ki je sigurno postal neko središče, tako raziskovalno, turistično, etnološko, muzejsko, ogromno šolskih skupin in tudi vrtčevskih skupin prihaja sem redno, tako da smo zelo veseli, da so sprejeli to našo dediščino tudi v učni program. Torej, za konec pa smo pripravili za vas tudi en kratek filmček. Mogoče je tudi to posledica korona časov, ko smo morali poiskati nove virtualne načine, kako predstaviti dediščino. In k sodelovanju smo povabili nekaj posameznikov in skupaj smo v produkciji produkciji Kulturnega doma pripravili film, ki si ga lahko zdaj skupaj pogledamo. Jaz sem Joži Košak, Švilja Slavnikov iz Domžal. Moram povedati, da mi je domžalski slavnik zelo, zelo všeč. Tudi nekaj ga zašijem od vseh slavnikov, ker se mi zdi, da so cele Domžale lepe, če so v teh slavnikah. Kaj mi pomeni domžalski slavnik? Sinonim kvalitete, kakovosti, hkrati je pa to zame nek trajnostni produkt, ki ne samo, da nas varuje pred nevarnimi sončnimi žarki, hkrati je tudi moden kos, ki v bistvu lahko predstavlja nas kot osebo. Slavnik je zame simbol na Domžalskem tega, da je nekako omogočil spremembe. Spremembe na področju dela, spremembe na področju nekega družbenega življenja, spremembe na področju afirmacije žensk v nekih poklicih, ki jih prej niso poznale, spremembe na tem, da so bili ljudje lahko, kreativni, aktivni in da so izkušnje, ki so jih dobili v obdobju slavnikarstva, nekako vnesli tudi v kasnejši razvoj tega območja. Izvedel sem, da se ful dolgo plete slavnike in da je ful težko narediti slavnik. Domžalski slavnik mi zelo veliko pomeni, zlasti na osebni ravni in tudi širše. Na osebni ravni zato, ker sta dve moji stari teti šivali v Ameriki, stara mama pa na Dunaju in Lijencu. Širše pa zato, ker so slavniki dali Domžalam temeljni razvojni zagon. Tako, da lahko še danes trdimo, da so Domžale zrasle na slavnikih. Poleg slavnikov pa ne smemo pozabiti na naš sekar. To je pa izdelek, ki ga niso izdelovali nikjer in na tak način, nikjer na svetu, razen pri nas v Domžalah. Domžalski slavnik ni le slavnik, ampak v sebi nosi vso zgodovino Domžal, kot tudi veščine spretnih rok domžalskih slavnikaric, ki so njegovo ime ponesle po Evropi in tudi izven nje. Predvsem pa domžalski slavnik nosi glavno vlogo v zgodbi naše institucije, torej Slavnikarskega muzeja v Domžalah. Danes mi je bilo zelo všeč v Slavnikarskem muzeju. Slavnik in slavnikarstvo mi pravzaprav veliko pomeni, ker sem rasla v tistem času, ko je to še bilo precej razvito na Domžalskem. In mi je žal in boli, da je toliko tovarn tukaj razpadlo, tudi ta. In sem vesela, da imam to moč ali pa to poslanstvo, da prenašam lahko otrokom naprej in upam, da bodo oni tisti, ki bodo spet vzpostavili nekaj takega, kar je že včasih bilo. Slavnik mi pomeni lep, estetski, pa tudi praktičen modni dodatek, ki lahko zelo lepo polepša sleherno glavo dam in gospodov.
Domžalsko rečeno pa je slamnik naš simbol, obenem tudi tradicija, na katero smo lahko ponosni in seveda glede na to, da smo bili med začetniki v evropskem prostoru, upam, da bomo to svojo tradicijo tudi na nek način predali našim zanamcem in jo pokazali tistim, ki to znajo ceniti. Res si bi želel imeti slamnika. Slamnik pravzaprav nosim ali uporabljam zgolj poleti kot zaščito pred soncem. Ampak, kadar slišim besedo slamnik, se pravzaprav spomnim na to, da je slamnik ena bogata kulturna dediščina, simbol mesta Domžal, ki je tudi moj rojstni kraj. Tako, simboličen konec, pa seveda tudi za simbolični konec ste pa tudi vi vabljeni, da sooblikujete našo zadnjo točko razstave, kaj ti pomeni domžalski slamnik. Na voljo imate pisala, listke, napišite vaše misli, spomine, karkoli, mogoče popotnice za naprej, tako da zaključimo tudi, ali pa začnemo, raje bom tako rekla, novo obdobje v našem Slamnikarskem muzeju. Za konec so me prosili še za priložnost za par besed, in sicer bi Romana še povabila, ki je tudi pomagal, pa oblikoval to razstavo, pa postavil to razstavo, tako da hvala Roman, ker si vzel čas, ker je bilo res ekspresno sva tole pripravila. Tako da še nekaj besed bi želim povedati. Fizično se približno počutim tako, ko sem se pred 10 leti, ker sem v bistvu zadnje dneve in noči pred otvoritvijo poživel tudi. Pred 10 gor, zdaj le pač od spodaj. Jaz bi samo upozoril na ene dve stvari, ko se boste gledali tole razstavco. Zdaj sta dva originalna eksponata, ostalo so slike. Vidite? Ja. Gor je omenjena že peč, ki pa starejši kot muzej, je 11 let stara, ki je bil školi si krožik, ki je bil to prej. Če gremo naprej. Originalna nismo prerezali tragu, prerezali sta gospodin, župan, kar naš ima, župan na slici to domašnico, prerezala sta kito. In to je originalna kita, izpred 10 let. Jaz se skram, je bom še to. Zato, ki sem naredil Katarini znak za originalno kito, ki smo prerezali 10 let. To, kar se tiče muzeja, ne muzeja, ki je star. Omenil bi pa še, ne vem, če veš, Katarina, mislim, da od danes naprej si pa lahko sprehodite po muzeju tudi virtualno. To se pravi, takrat, ko bo zaprt, vi se lahko sprehodite virtualno po muzeju in greste od eksponata do eksponata, ali pa če nimate časa, ampak ne glede na to, to se pravi, če ni odprt, lahko greste sem in si gledate muzej, ampak vseeno je 10krat boljši, vidite se živo. Daš mi mlad, sam še eno besedo, je mlad muzej, ne? Zato sem vesel, da si izbrala za praznovanje današnji dan mladosti. In upam, da bo s mladim zagonom ta muzej še naprej predajal ne samo kazom, da je to, za kar je bil v bistvu ustanovljen, da bo živ, da bo predajal to naše znanje o slamnikih še naprej. Hvala lepa. Vidite, tako je pri nas, vedno so neka presenečanja, tole tudi jaz nisem vedela, tako da hvala Roman, to je presenečanje.
Še Ana Vrtovec-Beno je želela v zaključku simbolično podariti eno malenkost, ki jo povezujemo s pred 10 leti odprtjem muzeja. Prosim, Ana. Pred 10 leti smo člani študijskega krožka ob odprtju našega slamnikarskega muzeja prejeli v dar nageljne iz krep papirja in tudi ob tej priložnosti ga je skupina Masim, ki se prav tako ukvarja, tako kot slamnikarski muzej oziroma nekako z ohranjanjem nesnovne dediščine in sicer z izdelovanjem cvetja iz krep papirja, tudi danes za vse člane študijskega krožka, ki so danes prisotne in za vse tiste, ki so tako ali drugače povezane z današnjim delovanjem slamnikarskega muzeja, pripravile tale prelep šopek, pa bom razdelila vse. Dovolj je. Zdaj je pa že čas, da malo popijemo, pojemo. Tako da hvala vsem, ki ste prišli danes podpreti našo to simbolično odprtje in nadaljujemo seveda naprej. Hvala lepa in razstavo podpiramo na posebno leto. Seveda, drage Češvinke, tudi vam zahvala za vaše sodelovanje. Hvala. Hvala.